No, imamo dve organizaciji. Ena je, bi lahko temu rekli, kulturna organizacija, nekako povezuje vsa društva, kulturna in športna društva na tem območju. Druga je bolj politična organizacija, ki naj bi bila zastopnik političnih interesov naše skupnosti. Pravzaprav največ dejavnosti je res na amaterski kulturni ravni. To so kulturna društva, pevski zbori, folklorne skupine, gledališke skupine, lutkovne skupine in tako naprej. Pri teh skupinah pravzaprav si zelo prizadevamo, da bi imeli mentorje iz Slovenije, ki ob tem, da so strokovno podkovani, lahko nekako skrbijo tudi za ohranjanje jezika. Druga, po mojem, pomembna dejavnost je nekako medijska dejavnost. Pri tem vsekakor je treba omeniti naš časopis Porabje, ki je letos prav 20 let star, oziroma tudi radijske oddaje, slovenske radijske oddaje na Radiu Monošter, trenutno sicer le 8 ur tedensko, se pravi dnevno 1 uro oddaje oziroma ob nedeljah 2 uri, vsekakor si pa nekako želijo širiti program. No, kar se tiče televizijske zastopanosti, tega je še manj, kajti na madžarski televiziji imamo dvotedensko polurne oddaje oziroma na podlagi enega čezmejnega projekta imamo zdaj že drugo leto na televiziji Monošter tedensko polurne oddaje, ki jih pa lahko v glavnem si ogledajo tudi v Sloveniji oziroma pravzaprav bolj v Prekmurju. Jezik porabskih Slovencev se razlikuje od slovenskega knjižnega jezika in poznavalci jezikov pravijo, da to ni prekmurščina, temveč jezik, ki je bolj blizu narečju prebivalcev Goričkega. Porabska slovenščina je vsekakor posebna kulturna dediščina našega naroda, ki jo velja negovati, in v uporabi jo negujejo tako, da pol časopisa objavljajo članke o porabski slovenščini. Ja, tako je. Mi pišemo tudi v narečju in sicer nekako na začetku smo se tako odločili, da naj bi bilo to sorazmerje 50-50%, kajti naša ciljna publika oziroma del naše ciljne publike nikoli ni bila v glavnem deležna pouka knjižne slovenščine in zaradi tega starejša generacija govorili res le domačo narečje in če mi hočemo priti do njih nekako, ko jih navezati na ta časopis, potem smo bili prisiljeni tudi, da pišemo v narečju. Kot je bilo že rečeno, si porabski Slovenci prizadevajo, da bi ohranili slovenski jezik in kulturo tudi z radijskimi in televizijskimi oddajami. Madžarska je sicer znana, da njena oblast ni preveč naklonjena narodnostnim manjšinam na madžarskem ozemlju in bi jih rada zlila v svoj enovit nacionalni kotel, da bi izginili. Zaradi številnih mednarodnih kritik pa si tega ne drzne storiti, čeprav svojo politiko drobnih korakov na tem področju vodi prav v to smer. Na lokalni televiziji TV Gotthard imajo trenutno nekaj ur programa v slovenskem jeziku, ki so ga spodbudila predvsem evropska sredstva oziroma projekt kulturnega in medijskega sodelovanja obmejnega prostora med Muro in Rabo, Mura Raba TV. Naša sogovornica, ki skrbi za slovenski televizijski program, je bila Nikoleta Vajda. Ja, jaz sem prej delala pri časopisu Porabje, to je tednik tukaj živečih Slovencev in sem tam delala in če se bo ta projekt tu zaključil na televiziji, bom spet tam delala, če bo možno in bom nadaljevala s tistim delom, ne z novinarskim delom, ampak je pa vprašanje, če bo še recimo čez 10 let občinstvo tu v Porabju, ker jezik govori že manj ljudi in težko je, zdaj ne vemo še, kako bo naprej, ampak zdaj, če se res bo več dijakov odločilo za študij v Sloveniji, mogoče bo potem tudi zanimanje za slovenski jezik pa za slovenska občila tudi. Ja, moram povedati, da je moj prvi jezik madžarščina. Jaz sem se slovenski jezik učila že v vrtcu, potem pa v osnovni šoli in v gimnaziji, študirala sem v Ljubljani, ampak še zmeraj lažje govorim v madžarščini kot v slovenščini, ker to
sicer je to moj materni jezik, ne, če tako gledamo, ampak jaz sem se ta jezik naučila, ne. Nismo doma govorili, ali bolj malo smo se pogovarjali doma po slovensko, ne, ker v porabskem dialektu je že manj besed, ne, manj, ker se ni mogel ta dialekt razvijati, ne, in nimamo sploh teh modernih izrazov nimamo, ne, in smo potem seveda po madžarsko, ne, govorili, tako da res v madžarščini mi je lažje. Zanimalo nas je tudi, kakšna je prihodnost za mlade na tem območju. Jaz mislim, da ni dovolj dela. Se pravi, plače so slabe, ni, recimo, prav na tem območju je res manj dela, ne, težko je najti službo, tako da jaz mislim, da večina študentov, ki študirajo v Sloveniji, ostane tam, ne, ker je tam več možnosti. Tu recimo v Monoštru zdaj širijo tovarno Opel, ne, in mogoče po 2 letih ali čez 2 ali 3 leta bo mogoče najti kakšno službo, ne, ali kakšno delo, ampak sedaj je bolj težko. Ali se res dobro poznamo Slovenci iz matične domovine in naši rojaki porabski Slovenci? To je bilo še zadnje vprašanje Dejanu Fujsu. Radio Murski val že od 70. let prejšnjega stoletja s posebnimi radijskimi oddajami, ki jih poslušajo tudi porabski Slovenci, skrbi za ohranjanje slovenskega jezika v Porabju, za krepitev kulturne in narodne identitete in predvsem za stik porabskih Slovencev z matično domovino. Naši novinarji se vsak dan na terenu srečujejo s porabskimi Slovenci, s tamkajšnjimi ljudmi, pa tudi z madžarskimi novinarji, ki delujejo na madžarski strani in ki delajo prispevke o Sloveniji, o tem, kako živimo Slovenci na naši strani meje. Potem vse to v posebnih oddajah od časa do časa tudi izmenjamo, vrtimo posnetke, snemamo za arhive, pripravljamo tudi posebne glasbene oddaje, kulturne oddaje, izobraževalne oddaje, tako da ljudje na obeh straneh meje pravzaprav spoznajo, kako živimo ljudje tukaj na slovenski strani meje in na madžarski strani meje. Kot pripadniki matičnega naroda ne smemo pozabiti, da so naše narodnostne manjšine, naš dragulj v jezikovni, kulturni in duhovni dediščini, naše bogastvo, ki ga moramo varovati in obrestovati. Ta dragulj nam jamči, da bomo pri integraciji v Evropo ohranili svojo prvobitnost z drugimi narodi ter z njimi vzpostavili partnerski odnos na vseh področjih našega življenja v takšni skupnosti. Lahko smo samo ponosni, da smo Slovenci in da imamo tako kleno slovensko skupnost izven naših ozemeljskih meja, ki jim ni vseeno, da bi slovenski jezik in kultura prešla v pozabo.